Vsem skupaj želim en lep dober dan tukaj na Plečnikovi pergoli. Izjemno smo veseli vašega obiska, pa seveda tudi vremena in pa naših gostov, ki bodo predstavili dogodke, ki se bodo dogajali danes, jutri in pojutrišnjem nedeljo in pa seveda tudi v ponedeljek. V ponedeljek bomo imeli še eno novinarsko konferenco, na kateri bo glavni gost Piotr Bečala. Seveda pa bomo predstavili tudi dogodke naslednjega tedna. Mogoče na začetku povem, da je Danijela Gati tudi že v Ljubljani, vendar počiva. Seveda danes zvečer vsi pričakujemo izjemen koncert Gebau orkestra, skupaj tudi z Mednarodnim orkestrom Ljubljana. O tem bo več kasneje povedala Živa Ploj Peršuh, ki je tudi tukaj z nami. In gremo kar k našim gostom. Bi začeli kar z jutrišnjim dnem, to je Laibach in pa Simfonični orkester RTV Slovenija, tukaj v Križankah. Pa mogoče prosim najprej Ivana Novaka k besedi, prosim. Dober dan vsem skupaj. Hvala za aplavz. Skratka, tole bo naš v bistvu že četrti nastop z Simfoničnim orkestrom RTV Slovenije. Mogoče se nekateri spomnite, da smo dva koncerta z Simfoničnim orkestrom naredili nekje leta 2009, se mi zdi, v Cankarjevem domu. To je bila nek naš poskus predelave Wagnerja in v projektu Volkswagner. To, kar pa zdaj pripravljamo, pa je prišlo na pobudo festivala Ljubljane v kontekstu Zelene prestolnice Evrope oziroma kompletne ceremonije, ki se je zgodila v Bruslju v začetku leta 9.2. letos v dvorani Henri Leboeuf v Bozarju. Skratka, ta koncert, ki ga pripravljamo jutri, je podoben, ni pa isti. Oziroma niti ni čist popolnoma enak. Gre za povečan orkester, gre za dodaten program. Pripravili smo za jutrišnji nastop neko daljšo simfonično pesnitev, ki se referira oziroma ki gre v bistvu za pesnitev po Prešernovem krstu pri Savici. To bo novost, plus še ena dodatna skladba, ki smo jo originalno izdelali kot avtorsko skladbo za predstavo Also sprach Zarathustra. Naslov skladbe je Hier kommt die Sonne. Poleg tega bomo predstavili tudi predelavo nedokončane Griegove opere Olaf Tryggvason, ki smo jo originalno izvajali že kakšni 2 leti nazaj na nekem festivalu v Norveškem, ampak takrat brez orkestra. Skratka, z orkestrom zveni seveda še bistveno boljše in bolj zanimivo. In to bo, mogoče bi sam še to opozoril, da se obe dve ti temi ukvarjata z pokristjanjevanjem. Olaf Tryggvason se ukvarja v nekem smislu z pokristjanjevanjem severne Evrope oziroma Skandinavije, Norveške, Švedske. Krst pri Savici pa vemo, za kaj gre. In vse skupaj je nekako referenčno postavljeno tudi v 30-letnico predstave Krst pod Triglavom, ki se je zgodila leta 1986 in je Laibach takrat napisal partituro. Ne bomo izvajali nobene skladbe iz tistega časa,
ampak te, ki so, se vsaj delno nanašajo tudi na vsebino Krsta pod Triglavom. Koncert je nastop je sestavljen iz 2 delov. Iz prvega, ki traja približno 50 oziroma blizu 60 minut, in drugega, ki traja tudi nekaj takega, 50 minut. Vmes bo intermezzo. To je to. Poleg mene pa je Simon Dvoršak, dirigent orkestra. Hvala lepa. Simon, izvolite. Ja, lepo zdrav še v mojem imenu. Sej, kaj veliko ne bom dodal, rad bi sam poudaril vse aranžmaje za skladbe, katere spremljamo v Laibach. Je napisal Anže Rozman, tako da zvenijo, se boste sami prepričali, zelo veličastno in zelo na momente seveda filmsko. Rad bi poudaril, da orkester tle nima spremljevalne vloge v bistvu, ampak ima enakovredno vlogo Laibachu. Vmes so tudi deli, kjer igra orkester sam, pričara to vzdušje na poseben način. Zraven bo sodeloval še 16-članski pevski zbor mešani, z vsemi vložki, tako pri Krstu, pri Savici, kot pri Olafu in vseh drugih skladbah. Torej, na momente kot neko atmosferično dogajanje, na momente z besedilom iz Prešernovega Krsta pri Savici in tako naprej. Verjetno vas zanima oziroma vprašanje, kakšen je izziv za dirigenta tle. Za dirigenta je velik izziv to, da nima glavne vloge, v smislu, da ni v njegovih rokah vse, ampak je marsikaj odvisno seveda od benda, ki nam orkestru narekuje tempo. Tako da ta dialog med nami je zelo zanimiv. Predvsem tudi zato, ker dirigenti nismo navajeni imeti v ušesih ves čas slušalk, tako da tudi to je na momente svojevrstni izziv. Drugače pa seveda odlična glasba Laibacha bo zazvenela s simfoničnim orkestrom še tisto, kar mogoče je malo manjkalo do zdaj, ne. Skratka, če bo kaj narobe, ni kriv orkester, ampak bomo mi, ampak pri nas pa nikoli ni nič narobe, tudi kadar je. Prav, hvala lepa. Medtem nas je z obiskom počastil, ampak zdaj vidim, da gre v poletno gledališče Branimir Slokar sam. Ga nismo pričakovali, ampak seveda dobrodošel. Kasneje bo beseda tudi o tem tekla. Mi bi pa se zdajle premaknili na ponedeljek, 5. september, še pred koncertom Mance Izmajlove. Bo koncert v Viteški dvorani, in sicer Zeleno polje, rdeča prst Pavla Mihelčiča. Nastopili bodo Igor Mitrović, violončelo, Franc Krevh in Matevž Bajde tolkala, in pa povezoval bo s tekstom celotno popoldne Ivo Ban. Predtem bo tudi odprtje razstave v samem dvorišču pred upravo, kjer bodo različni instrumenti iz kamna razstavljeni vse do konca meseca septembra. Zdaj pa bi kar nadaljevali, in sicer z ponedeljkovim večerom ob 20:30 uri v poletnem gledališču Križank, če bo lepo vreme. Drugače pa predvidoma v Slovenski filharmoniji. To se bomo morali odločiti danes, kajti Slovenska filharmonija je že polna, seveda. Tako da upam, da bomo ali imeli srečo z vremenom ali pa se pravilno odločili, kot smo se v ponedeljek, ko smo po zelo nepričakovani slabi napovedi preselili uspešno predstavo v 4 urah v Cankarjev dom. Prosim, Manca. Lep pozdrav. Veliko čast mi je, da bova letos lahko prvič pokazala svoj novi projekt. Kar 8 let je, kar sva izdala zadnjega, Slovensko srce, na festivalu Ljubljana, v meni tako ljubih Križankah. Prekrasen teater s prelepo akustiko in en tak poseben občutek je s publiko za mene vedno v tej dvorani. Pesmi mojih krajev je projekt, ki je nastajal več let, in letos so imela možnost ga realizirati.
Posvečen je 25-letnici slovenske neodvisnosti in za razliko od Slovenskega srca, kjer sva veliko posegala po pesmih, po pevkah, po Avsenikovih melodijah, po filmski glasbi, je tukaj zaobjeta, nekako bi rekla, srž slovenske duše, vse od 19. stoletja naprej. Poiskala sva pesmi, ki nekaj pomenijo v našem narodu, ki imajo neko mesto, ki so ga zaznamovale. To so narodne, ponarodele samospevi, pesmi, ki jih ljudje večinoma slišijo vedno v podobnih nekih zborovskih ali pa komornih priredbah, so zdaj dobile novo orkestracijo, novo življenje, so popeljane v 21. stoletje. Posnete so bile v Moskvi z polno zasedbo simfoničnega orkestra, z ruskim državnim filmskim orkestrom. V Sloveniji smo potem naknadno posneli še komorni zbor Ave in pa otroški pevski zbor iz osnovne šole Žirovnica. Kar 140 ljudi je sodelovalo in mislim, da je nastal res en zelo lep projekt. V Križankah bo predstavljen pod taktirko mojega soproga Benjamina Izmajlova, ki je tudi podpisan pod večino teh novih priredb. In mogoče kaj več o glasbi prepuščam besedo njemu. Prosim. Hvala lepa. Torej, koncert v ponedeljek bo zanimiv, izjemno zanimiv, saj cel sestav, kot je tudi na posnetku, bo se predstavil v Križankah, vendar prej seveda ruskega orkestra. Je pa orkester slovenskih solistov, to so naši najboljši nekako glasbeniki, večina od njih je tudi prav solistov, tako da ne dvomim v izjemno dobro izvedbo teh pesmi, ki so, kot je Manca omenila, res so iskala nekaj, kar je preživelo zob časa, kar ni nekaj, kar je danes moderno, ampak nekaj, kar se je skozi že celo stoletje in več ohranilo pri nas in kjer ljudem pač to pomeni. To smo skušali narediti eno tako res poglobljene tudi priredbe, kjer orkester prav tako igra, bom rekel, enakovredno vlogo, bom rekel, solistom. Na koncertu bodo seveda tudi komorni zbor Ave, ki je tudi bil pri posnemanju tegale projekta, ter otroški zbor iz Žirovnice, prav tako z dvemi solisti, Primožem Flajšmanom na sopran saksofonu in Klemen Smole na kitari. Tako da je res tak praznik slovenske pesmi, ki upava, da se bo ohranil še veliko časa. Kaj naj še dodam, Manca? Še kaj zanimivega za povedati? Jaz upam, da nas bo vreme, da bo nam naklonjeno, ker je zanimanje kar veliko in bom rekel, Slovenska filharmonija je izjemno lep prostor, vendar Križanke v take kombinacije so še lepše. Tako da lepo vabljeni in upam, da bo ta projekt še veliko let živel in da bo vam vsem všeč. Seveda, brez založbe Družina, ki pa je podprla ta projekt, nikakor nam ne bi uspelo. Tako da še ena lepa velika zahvala založbi Družina, ki je prepoznala potencial te glasbe in to, kar imamo. Hvala. Hvala lepa. No, jaz sem vmes pregledal malo vreme na 4 različnih portalih. Vsi napovedujejo celodnevno deževje, razen BBC-ja, ki napoveduje samo 5. Tako da vam že zdaj povem, da bomo danes prodajo ustavili in če bo vreme nam dovoljevalo to, bomo v ponedeljek selili koncert iz Filharmonije v Križanke. Tako da zaenkrat bo koncert v Slovenski filharmoniji, če se bo vreme spremenilo na boljše, vas bomo seveda takoj in pa naše občinstvo takoj o tem obvestili. Toliko zaenkrat. Zdaj pa gremo naprej in sicer k Živi Ploj Peršuh, ki je umetniška vodja Akademije Branimir Slokar. Branimir Slokar se je izgubil nekje v poletnem gledanju. Ni ga, ne. Se je izgubil, no bo pa živa, prosim. Najlepša hvala, dober dan, gospod direktor, dober dan vsem.
Akademija Branimir Slokar bo nocoj doživela en lep dogodek, bi rekla, dokaj prelomen, ne samo za akademijo, pač pa tudi v širšem kontekstu našega projekta Evropskega kariernega centra za umetnike Triple Bridge, kajti nocojšnji oder v Galusovi dvorani Cankarjevega doma bodo zasedli tako glasbeniki Kraljevega orkestra Concertgebouw iz Amsterdama kot glasbeniki Mednarodnega orkestra Ljubljana. Torej, besede o maestru Gatiju, da je že v Ljubljani, lahko tudi sama potrdim. Danes zjutraj je bil na vajah, naših sekcijskih vajah z člani orkestra Concertgebouw. Sam si je šel ogledati, kako potekajo, poslušal je glasbenike in z njim je bil zelo zadovoljen, lahko sporočim, kar me seveda kot dirigentko in umetniško vodjo tega orkestra izjemno veseli in sem seveda zelo počaščena. In v zadnjem hipu se je odločil, da bo vendarle namenil še nekaj več časa celotnemu orkestru, Mednarodnemu orkestru Ljubljana, ne samo izbranim glasbenikom, ki delijo oder, in jim namenil celotno vajo samo z nami, torej Debussijevega, torej skladbo Debussija bodo igrali preludij k Faunovem popoldnevu in to je seveda izjemna novica bila danes ob 12, ne samo za glasbenike, ki so bili pripravljeni, da bodo delili dogodek, pač pa tudi za vse nas in seveda za celotno njihovo organizacijo, kajti lahko si predstavljate, da za tako odločitvijo maestra seveda so najprej seznanjeni umetniški vodji, umetniški direktorji njihovega orkestra, celotna tehnika in podobno, ampak zelo smo hvaležni, da se bo to zgodilo danes nocoj na vaji in potem seveda tudi ta skupni koncert. To je eden izmed dogodkov, ki napoveduje naše prihodnje delovanje v smislu izobraževanja na res visokem nivoju mladih umetnikov in tudi seveda druženja njih samih z izjemnimi glasbeniki, kot je tudi Branimir Slokar, ki je tam izgubljen, kot pravi gospod Brlek, v tem našem lepem poletnem gledališču. On sam in njegov kvartet bo imel koncert namreč 2. septembra na odru prekrasne koncertne dvorane v Grand Hotelu Union. Lahko pa ob teh vseh zvenečih, visoko zvenečih dogodkih napovem še koncert 3. septembra, katerega umetniško vodstvo prevzema gospod François Benda, klarinetist, svetovno uveljavljeni klarinetist, ki te dni vodi mojstrski tečaj za klarinetiste iz vsega sveta. Letos jih je izjemno veliko, kar 17 smo jih sprejeli izjemoma na ta mojstrski tečaj in gospod Benda je tudi podaljšal svoje bivanje v sklopu naše akademije. In 4.9. pa napovedujem sklepni koncert, zaključni koncert letošnjega poletnega dogajanja in sicer bo Mednarodni orkester Ljubljana na odru koncertne dvorane Grand Hotela Union zaključil z simfoničnim orkestrom in z prelepim programom z deli Beethovna. Egmont uverturo bomo izvajali Stravinskega, Ognjeni ptič baletno suito in Čajkovskega znamenito 6. simfonijo. Gospod Branimir Slokar je naš vzornik, naš idol in naš, jaz bi rekla tako, temu umetniški in ne samo umetniški, temveč skoraj da življenjski sopotnik z nasveti, z podporo, izjemno podporo, z bodrenjem nas, ki organiziramo vse te stvari za mlade in seveda tudi v tem smislu, da pridobiva in nam omogoči kontakt z marsikaterim umetnikom, ki sicer do nas seveda ne bi želel najti poti ali pa enostavno ne bi imel časa. Branko, jaz se ti zdaj tudi še enkrat prav lepo zahvaljujem tukaj na tem vrtu in izjemno sem vesela, da si z nami, da deliš te dneve naporne, organizacijske, ampak seveda polne umetnosti mladih ljudi in seveda tudi dela, ki je izjemno intenzivno njegovega kvarteta. Oni kar ne pridajo ven z dvorane. To je zelo, zelo intenzivno in obljubljam, da bo dogodek z kvartetom edinstven. Prosim, Branimir, izvoli. Ja, dober dan vsem skupaj. Ja, o čem bi naj zdaj govoril? O kvartetu ali o akademiji ali o živi ali s čem bi začel? No ja, pa najprej o tem dogajanju, kaj se tukaj dogaja v Ljubljani. Ja, je zelo lepa stvar, da mislim z ene strani, jaz nisem
Ja, jaz nisem še tako daleč, da bi moje ime en takšen festival nosil. To mi je z ene strani ponos, z ene stvari pa se počutim še tako mladega, da če me ne bi živa obdelovala 1 leto, se to ne bi zgodilo, ampak je rekla, Brane, daj, sej te vsi skoraj spoznajo in tako naprej. Zato smo se odločili, skoraj da bi se najraje opravičil, da tale akademija nosi moje ime, ker moram priznati, da nisem pričakoval, da bo sploh tako daleč prišlo, ampak s tem delom, ki Živa in Tomo delata celo leto, jaz pa mogoče 2 tedna, sta stvar spravila zelo daleč. In to zdaj s temi mladinskimi orkestri, s to mladino, moram priznati, da mi je vedno večje veselje, ker vidim, da se res nekaj posebnega dogaja. Jasno, da je zelo težko to uskladiti. Z ene strani je akademija, z ene strani je orkester. Mi vsi vemo, kako težko je spraviti skupaj 80 ljudi skoraj iz celega sveta. To imajo tudi veliki, zelo znani mladinski orkestri kot Gustav Mahler ali pa UBS Symphony Orkester v Švici svoje težave s tem. Tukaj imamo posla z 2 fanatiki, Živa in Tomo, ki se nikakor ne data spraviti, ki sta optimista, ki dela tako nora in mislim, da je to predvsem njihova zasluga. Jaz se jim čudim, moram priznati, da se jim čudim, ker eno je dobro, da angažiramo enega profesorja za 1-letno akademijo. Pravzaprav je to še kar lahka stvar, ker vsi mi glasbeniki po svoje, tisti, ki so malo bolj znani, radi delajo poleti. Čeprav smo mi vsi tudi profesorji na določenih akademijah po Evropi, pol pa vseeno prideš v kontakt z drugimi ljudmi, zdaj prehajam spet na tole akademijo, in za nas vse je zanimivo, imaš svoje študente čez leto, tistih 10, koliko jih je, pol pa poleti kakšna takšna akademija in spoznaš tudi druge ljudi, s tem si tudi ustvarjaš svojo bodočo klaso, ker tudi zame je bilo vedno važno, da sem si izbral študente, ker študent mora pasati k profesorju. Jaz mislim, da je profesor lahko še ne vem kako dober, ampak tudi študent, to je tak poseben odnos. To je kot oče in sin. Jaz imam vedno tale odnos, da so ti moji študenti skoraj moji otroci. In pol na takšni akademiji spoznaš dosti ljudi, iz enega Japonca, enega Francoza, enega tak. In v tem tednu, ko delaš z njim, si lahko bereš, se odločita, čuj, tebe bi pa vzel, on se odloči, bom prišel. Tako da je ena takšna letna akademija za vse pedagoge zelo zanimiva in važna stvar. Zato tudi ljudje radi prihajajo. In upam, da bo šlo še kar takole naprej. Hvala lepa, Brane. Izjemno smo veseli, da si z nami. Jaz sem ti že prej pozdravil, pa nisi slišal, ker sta bila s ta drugim Branetom zatopljena v pogovor. Cehovski, verjetno. Cehovski. Ja, res Ljubljana postaja, in to vedno bolj, središče ne samo pomembnih glasbenih dogodkov, ampak tudi izobraževanja mednarodnega, in tudi mi smo izjemno zadovoljni, da prihaja do te sinergije med Akademijo Branimirja Slokarja in pa Ljubljanskim festivalom. To daje tudi en nov žar, mladi seveda vedno popestrijo dogajanje in hvala Bogu se nam ne dogaja to, kar sem imel priložnost videti, ko sem 14 dni nazaj si ogledal Thais v Salzburgu, sicer polne dvorane, ampak naj mi oprostijo vsi, ki imate sive lase, nimam nič proti temu, ampak v tej dvorani so bile same sive glave. To pomeni, da verjetno sta razloga 2. Prvo je seveda višina cene vstopnic, drugo pa mogoče tudi kakšen organizator na kakšno publiko in klientelo seveda cilja. Mi bomo imeli, kot rečeno, v ponedeljek še eno novinarsko konferenco, kjer bomo predstavili Pjotra Bečalo,
Upam, da se bo pridružil tudi dirigent Mark Piole, potem seveda Pavla Mihelčiča, Tino Mavko in vse ostale, ki bodo v naslednjem tednu nastopili na našem festivalu. Zaključno novinarsko konferenco pa bomo imeli v ponedeljek 12. septembra, torej dan pred zaključkom, ko vam bomo seveda predstavili tudi analizo in pa rezultate letošnjega poletnega festivala. Kar sem želel še povedati je to, da seveda vstopnice so na voljo na ljubljanafestival.si, pa Eventim, na naši blagajni, na naši infotočki na Mestnem trgu, na vseh Petrolovih servisih. Akreditacije, veste, kako grejo. To je to v bistvu. Sem še kaj pozabil, Živa? No, preden seveda smo vsi tukaj vam na voljo za vprašanja, za snemanje intervjujev in tako naprej, zdajle po tej novinarski konferenci, pa seveda tudi vljudno vabljeni na pogostitev. Je čas kosila, tako da se lahko malo dlje časa zadržite in poklepetate z našimi gosti, z umetniki, z avtorji in tako naprej. So kakšna vprašanja še pred tem? Vidim, da ne. Torej, najlepša hvala in dobrodošli v ponedeljek. Bomo naredili novinarsko nekoliko prej, ob 12:30 uri, zaradi tega, ker je ob 14:30 uri še ena novinarska konferenca in da ne bo to sovpadalo. Tako da 12:30 vljudno vabljeni v ponedeljek sem na Pergolo, kjer bomo seveda podrobneje predstavili program naslednjega tedna in pa seveda tudi sam zaključek. Hvala lepa za vašo pozornost. No, to je novi izvod programa, ki ga bomo slišali v ponedeljek, glih kar prišel. Tako da, če imate še kakšen izvod, mogoče za naše radijske kolege. Nimam ta hip. Ta hip, ampak Pol bom pa jaz Bo, tega ampak bo. predal naprej, pa bom počakal do ponedeljka. Okay. Dober tek.